Bom povedal nekaj po svoje, pa se sami odločite, če se strinjate. Tako kot so zrele ženske zaradi izkušenj bolj zapeljive, je zame tudi frišna Oplova Corsa zdaj bolj privlačna. Malo botoksa tu in tam in evo jo. Samo zaradi oblike je zdaj malenkost daljša od prejšnje, spodaj pa po merah praktično ista. Na videz je precej podobna stari, čeprav niti dva panela nista enaka kot prej. Maska je postavljena niže, na zadku so nove dvodelne luči, spredaj tale udrtina na pokrovu motorja in tukaj so bigxenonski žarometi, ki svetijo v ovinek, vendar jih je treba doplačati. Ja, če stopim takole malo stran, bolj športno in niže deluje. Ugotavljam, da se staram, ker bi sam raje izbral 5-vratno različico. Ne maram teh večjih vrat, pa tudi vstopanje potnikov zadaj potem ne moti voznika. Čeprav potem ne bi dobil tele okrasne plastike, ki se lepo zajede v cestebriček in deluje wow. Pa so pri oblikovanju nove Corse pri Oplu poslušali kupce. In ravno zato so zamenjali vse, kar jim ni bilo všeč. Materiali so zdaj tukaj bolj kakovostni. Armaturna plošča je sestavljena iz mehke plastike, tako da nič ne škripa in poka. Sedeža spredaj sta boljša, z več bočne opore in tudi vzorce blaga je zdaj toliko, da boste gotovo našli svojega. Zadaj pa je zaradi velikosti razumljivo najbolj udobno dvema. Ja, volan zdaj lepše sede v roke, pred njim pa so novi merilniki. Sem se pri stari ves čas jezil, da je preveč kričeča rdeče-oranžna kombinacija osvetlitve, no zdaj pa je tukaj velik črn zaslon z informacijami v beli barvi in prav blagodejno vpliva na oči. Najboljše pa je, da so celotno zadevo, se pravi vse podatke, prevedli kar v slovenščino. Res je, da boste morali takšen zaslon doplačati, ampak k sreči stane samo 50 €, tako da se splača. Notranjost je precej podobna tisti pri malčku Adam, tako da ne manjka niti odziven multimedijski sistem IntelliLink, ki ga dobite z velikim zaslonom na dotik, USB vhodom, povezavo Bluetooth in tudi navigacijskim sistemom, ki uporablja GPS modul vašega mobilnega telefona, vse skupaj pa stane 300 €. Navduši pa tudi 1,4-litrski turbomotor, ki sicer proizvede samo 75 kW, torej malo več kot 100 konjev, ima pa 200 Nm navora, tako da je kar živahen. Lepo in zvezno pospešuje in točno takšnega so si tudi zamislili pri Oplu, ker več moči dejansko ne potrebuje. Tudi s porabo pri bolj dinamični vožnji ne razočara, saj se trenutno giblje pri 7 litrih na 100 prevoženih kilometrov. Ja, Oplovi inženirji so s tem strojem stopili na pravo pot. Do leta 2018 pa bo takšnih novih in upam, da tudi odzivnih ter varčnih motorjev še 17. Tisti, ki ste vozili preteklo generacijo, boste navdušeni nad voznimi lastnostmi nove. Dejansko imate občutek, kot da vozite drug avto, ker se tako dobro pelje. Seveda, nov je krmilni mehanizem, ki vožnjo naredi še bolj zabavno, saj na volanu dobite več povratnih informacij. Posodobili so tudi podvozje z novo geometrijo in blažilniki ter za 5 mm zmanjšali težišče. In to je za toliko. Jaz pa sem toliko hud, da sem to tudi občutil. No, potem pa sem tudi prebral, da sem lahko to potrdil. Tale pa ima še športno podvozje, tako da je še bolj živahna med ovinki in malo manj udobna na slabši podlagi. Evo, z izkušnjami me je odrasla Corsa prepričala. S tole barvo še ne, ampak saj so še druge. Kaj pa s slabimi 16 tisočaki, kolikor stane takšna? V bistvu ja, ker ima dober motor, veliko opreme, pa še dobro se pelje. Pa še ona Milfa, to bo zdaj urednik itak ven zrezal, ne? Torej, Klaudija Šifer reče, Oh ja.